Zakaj so Kitajci šli s tako strategijo? Vtis je sledeč, ne, da tudi najprej so majčkeno zaostajali, ne, časovno so zaostajali tako recimo pol leta, leto. Ne. To je en razlog. Ne, in s tem, da so bili open source, so postali bolj privlačni, ker jih ni bilo treba plačevati. No, ampak še vedno ti modeli so, če tudi so silno dobri, ne, so silno dobri, ampak so odprtokodni. Ne. To je zdaj spet privit na nek način te odprtokodnosti. To, da ga pa poganjaš, rabiš pa zelo drago infrastrukturo še vedno. Ne. To pomeni, da pravzaprav na koncu strošek je še vedno lahko velik. Ne. Mislim pa, da je glavni razlog je to, da ker dohajajo Američane, ta odprtokodni so naredili pač enostavno, še vedno so dosti cenejši, no, v vsakem primeru, tudi če rabiš infrastrukturo. S tem so pokrili uporabnike, ki jim ni bilo treba plačevati, ali pa ne toliko, vse ameriški stanejo $20 na mesec, ampak za mnoge ljudi to preveč. Ne. Tlele pa dajo, ali bodi si zastonj čist, ne, bodi si je bistveno cenejši. Ne. To je en razlog. Ne. Drug razlog je, se mi zdi, tudi čist geopolitičen, ne, da se velik del sveta je ne pokriče s temi LLM. Mi smo zdaj tlele, najbolj privilegiranih državah, ne, Evropa, Amerika in deli Kitaj, pa še to ne povsod, ne, to smo zdaj tlele v centru Ljubljane in mi to imamo, ampak večina sveta ni pokrita še s temi modeli. No, in zdaj, če nekdo pride z zastonjskimi modeli, je seveda toliko bolj privlačno to narediti. Tretji pa jaz mislim, da Kitajci enostavno probajo svojo tehnologijo, enostavno jo čim bolj razširiti, zato ker povratno čez to lahko potem odvisnost naredijo na lastno tehnologijo. Ne. To je zdaj sam prvi val, ne, potem drugi val bojo še morda čipi pa druge funkcionalnosti. Ne. Torej, modeli so res, da ena taka osnovna lega kocka, ne, ki če jo imaš, potem na to lahko obesiš še druge stvari.